Letos se nam zopet obeta pestro dogajanje v okviru pravljičnega celja. Začnemo že to nedeljo s prižiganjem lučk. Prižgal jih bo župan mestne občine Celje, gospod Bojan Šrot. Dogodek bodo pospremil ekstra band glasbene šole s pevko Sandro Feketija. Nadaljuje se seveda pestro dogajanje tudi v tem prvem tednu, ko je nekako teden pričakovanja prihoda Miklavža. Letos se bo veliko dogajalo na temo ognja in ledu. V drugem tednu pa bo zopet prišel v goste Pažek Urh, ki bo naše najmlajše zabaval na glavnem trgu. Za te smo tudi poskrbeli za različne ustvarjalnice in delavnice v prostorih bivšega lovca. 11. potem nadaljujemo s pravljično deželo. Omenila bi seveda še tudi trg pred Metropolom, kjer bomo ponovno postavili pravljični vlakec in pa vrtiljak. 18. bo tam stal mini zoo, tako da mi verjamem, da bo za naše najmlajše obiskovalce zelo zanimivo, ko bodo lahko opazovali te živalce. In pa seveda ostaja koncept koncertov na prostem, brezplačnih koncertov na Krekovem trgu, kar 8 jih bo. Prvi bo 5.12. na Miklavžev večer. Pred koncertom bo pa seveda miklavževanje tudi za najmlajše s simbolično obdaritvijo. V goste nam prihajajo mali veliki band, Mejaši, Dan D, Crvena jabolka, Fešta band, Maf, tako da na božični večer bo zbor iz Sankt Petersburga popestril ta večer in pa seveda zaključek je s silvestrovanjem na Krekovem trgu in skupino Rock and Band. Občina je zavodu za program zagotovila 30 000, 10 000 je za program prispeval še lastnih sredstev zavod in pa 17 800 za pravljično deželo. Pravljični vlaki bodo tudi vozili, moram reči, da zelo dobro sodelujemo s Slovenskimi železnicami, tako da verjamem, da bo obisk iz ostalih krajev Slovenije zagotovljen. Malce dileme, zato smo tudi malo čakali, ampak na koncu smo našli neko kompromisno rešitev. Gledali smo tudi za varnostne razloge, tako da jaz verjamem, da bo vse poskrbljeno tako, kot smo se dogovorili. Tako da glavni trg je prizorišče, ki ostaja za našo najmlajšo publiko, se pravi za otroke z družinami. Trg pred Metropolom je nekako to dogajanje zabaviščno in pa Krekov trg za koncerte na prostem. Silvestrovanje se prične 31.12. ob 10. uri zvečer. Kot sem že rekla, spremljala nas bo skupina Rock and Band, tako da verjamem, da bo zanimivo in da bo pester in zanimiv večer za vse obiskovalce, ki se bodo odločili pričakati Silvestrovo na prostem. Ne, kot že vrsto let se ne odločamo za ognjemet. Sredstva, ki smo jih za ognjemet namenili, smo namenili raje za bolj pester in bogat program.